Pediatrična priporočila, QR koda in potem samo enostavno se poskenira in odpre. Bodo starši pa tudi zdravniki, drugo zdravstveno osebje na enem mestu dobili vse informacije o recimo določenih zdravstvenih stanjih. Trenutno je 19 področij, naprimer področja kože, dermatologije, infektološka področja, potem imamo pa tudi kardiologijo, neonatologijo, ORL področje, ortopedije, okulistike, naprimer, če gremo pogledati z področju alergologije, imamo recimo koprivnica urtikarija, kliknemo in potem dobimo dokument, kjer so osnovne stvari napisane, kaj je koprivnica, zakaj nastane, kako jo prepoznamo, kako postopamo in pa zelo pomembna stvar, kdaj zdravniku. Tako da v bistvu starši, ko grejo na to spletno stran, dobijo res preverjene, enotne informacije. To je v bistvu prvič, da so neka taka nacionalna pediatrična priporočila, ker do sedaj je imela mogoče vsaka ustanova neka svoja navodila, ki so se lahko tudi razlikovala. Zdaj smo pa stopili skupaj. Ja, jaz sem Denis Baš, pediater iz Zdravstvenega doma Kamnik, sicer pa tudi predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je bila v bistvu gonilo in motor priprave pediatričnih priporočil. Opažamo že več let, da informacije se iščejo na spletu in ideja je bila, da najdejo res enotna, preverljiva, kratko napisana dejstva o nekih bolezenskih stanjih, povečane bezgavke, pač zelo pogosto v naši ambulanti, tako da kdaj k zdravniku, za starše. Sodelovalo je preko 60 strokovnjakov in začelo se je že lansko spomlad, tako da vidite, da je res eno leto dela, ker to je vse potekalo v prostem času, pro bono. Tudi ilustratorka, ki nam je s svojimi ilustracijami, ki so bile ustvarjene ravno za spletno stran, je v bistvu vse delo opravila brezplačno, Maja pa Kastelic, in se ji res v imenu vseh pediatrov, staršev res lepo zahvaljujem.